Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Odmev tedna na spletnem portalu domovina.je, kjer si je Vida Petrovčič privoščila nekoliko daljši dopust med prazniki. To še ne pomeni, da oddaje ne bo. Nocoj bova dogajanje v zadnjem tednu dni pokomentirala s komentatorjem, raziskovalnim novinarjem portala Domovina, Nenadom Gliksom. Pozdravljen. Pozdravljen. Ni se sicer prav veliko dogajalo v zadnjem tednu, tako da bo ta oddaja seveda zaradi praznikov malce drugačna. Ozrla se bova in potegnila črto pod leto 2024 in se nekako že obrnila in pogledala, kaj nas verjetno čaka v letu 2025. Je pa delala, čeprav letos ni veliko delala, pa vendarle čisto do konca vlada Republike Slovenije, ki je prav na zadnji dan leta v Državni zbor poslala predlog novele zakona o medijih, o kateri pa se že krešejo mnenja, a gre za nov poskus prikrite cenzure Golobove vlade, kajti kar nekaj členov je seveda spornih. Na to so skočili že pred časom tudi katoliški mediji, namreč zaradi 49. člena zakona, ki govori o prepovedi političnega in verskega oglaševanja, kajti dikcija se glasi, da na Radioteleviziji Slovenija, Slovenski tiskovni agenciji in o medijih, ki izdajajo javnega prava, oziroma osebe javnega prava ali subjekti pod prevladujočim vplivom osebe javnega prava, ni dovoljeno politično ali versko oglaševanje. Če se najprej dotaknemo te medijske zakonodaje, tu je kar nekaj spornih členov, še pred oddajo sva se o njih pogovarjala. Da, mislim, da so vključili notri v predlog novega zakona tudi, da bi influencerji, vplivneži, spadali pod ta zakon, torej da bi tudi oni bili obravnavani kot mediji, da bi se morali registrirati kot mediji, sicer jim grozijo globe. Do 10.000 evrov, mislim, da ne? Ja, ni poceni, nova medijska zakonodaja, ki jo pripravlja stranka Levica. Ta zakonodaja je bila narejena v okviru Ministrstva za kulturo, ki jo vodi stranka Levica, ministrica Asta Vrečko, in cel duh tega novega zakona je narejen skozi neko to ideologijo stranke Levica, ki želi imeti stvari pod nadzorom, tudi javno, bi rekel, izražanje, svobodo izražanja, njih to precej moti, marsikaj pri tem. In potem pod nekim geslom boja zoper sovražni govor skušajo dejansko svobodo izražanja omejevati. No, pri teh vplivnežih je pa zanimivo, mislim, da se bodo, če bodo hkrati registrirani tudi za opravljanje oglaševalske dejavnosti, oni ali pa sicer nasploh mediji, da se ne bodo mogli registrirati kot mediji, kar sem bral, da bi utegnilo za mnoge medije predstavljati težavo, ker se ukvarjajo tudi s to dejavnostjo. No, zdaj, da se vključuje influencerje, ne vem, a je to po tvoje še nereguliran prosti trg, ki ga je potrebno urediti, a gre za čisto politično agendo, kako omejiti spletne influencerje, ki so na X-u v zadnjem času prišli do izraza in govorijo vladi precej neprijetne stvari. Kar nekaj, recimo, mladink SDS-a je zelo popularnih, veliko ogledov imajo. Kdo bo tarča? Ja, influencerji so v bistvu prednost njihova je, da imajo neposredni dostop do občinstva brez posredovanja medijev. Tukaj tradicionalni mediji so gotovo v drugačnem položaju, do pred, 10-20 leti je vedno bil med tistim, ki je naslovil občinstvo, je to naredil preko posredovanja tradicionalnega medija. Zdaj ali je to bila televizija, radio, časniki, zdaj pa tega ni več in skušajo to na nek način regulirati. Vprašanje pa je, ali se res za tem ne skriva tudi namen omejiti to vpliv teh influencerjev. Živimo v dobi nove tehnologije, ki to omogoča delovanje na ta način. Vem pa, da se ravno iz stranke Levica so se že slišali glasovi, da jih moti recimo omrežje X, ki je, odkar ga je prevzel Elon Musk, je
Velja absolutna svoboda govora. Cenzura je nekako iz tega umaknjena ali vsaj so omejena na nek način, ne. In to verjetno je za mnoge moteče, ne. Ja, sej, zdaj, zakaj so tudi influencerji že skočili na noge, ne? Spadali bodo pod zakon, kjer je zelo sporen 36. člen, v katerem piše, da mediji, in če bodo influencerji mediji, ne bodo smeli razširjati vsebin, s katerimi se spodbuja k narodni, verski, spolni in druge enakopravnosti. Ampak pozor, v sumu kršitve bo arbitrarno odločil inšpektor, ki bo lahko, če tako presodi, mediju izdal začasni ukrep odstranitve ali prepovedi razširjanja vsebin. To bo moral ta medij, torej tudi influencer, storiti v 24 urah. Inšpektor pa bo potem po uradni dolžnosti prijavo poslal na upravno sodišče, ki bo moralo odločiti v 7 dneh. Ampak v 7 dneh, teden dni bo ta prepoved veljala, se te vsebine ne bodo razširjale. Skratka, nek inšpektor, ki je nekako pod vplivom vlade, bo o tem arbitrarno odločal. Ja, seveda. Inšpektor je posredno pod vplivom vlade, torej v okviru te izvršilne veje oblasti. Tukaj je res problematično, ker bo nekako prevzel vlogo sodišča, vsaj začasno, ne. In bo tukaj lahko arbitrarno o tej zadevi odločil, pri čemer je res vprašanje, kaj si nekdo predstavlja pod nek sovražni govor, nestrpnost, ali gre tukaj morda tudi za neko upravičeno kritiko, čeprav je lahko tudi ostra kritika politikov, ne. To je tudi v skladu z sodbami Evropskega sodišča za človekove pravice, da je na primer kritika politikov lahko tudi za nekoga presega neke meje okusa, ampak je še vedno pa je v mejah zakonitosti, ne. In mislim, da so celo dali noter, da bi lahko strokovna združenja novinarjev, ne, da bi se na njih inšpektor lahko obrnil pri presoji, ali je nekaj sovražni govor, ali je nekaj dopustno ali ne. To se mi zdi pa zelo problematično, ker v tem primeru bi šlo predvsem za mnenje Društva novinarjev Slovenije, ne, ki pod to vlado, mislim, da ga težko štejemo kot nekega neodvisnega do vlade kritičnega akterja, ne. Vemo, da je recimo generalna sekretarka, dolgoletna generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije postala podpredsednica sveta RTV Slovenija. Svet RTV Slovenija tako enostranski ni bil, tako nepluralen, mislim, da še ni bil od osamosvojitve dalje, ne. Tako da tudi ta oblast pač šteje nekako Društvo novinarjev kot neke vrste izvajalca svoje politike, ne. Ti potem vidiš, da gre za prikrit obračun z mediji, ki niso naklonjeni zlasti največji vladni stranki? Mislim, da zakon, kot je sedaj zastavljen, je gotovo lahko platforma, ki bi to omogočil, ne. In če si oni naredijo to platformo, obstaja utemeljen sum, da se bo to res dogajalo, ne. Tu je zdaj še 48. člen zakona, ne, ki ureja pa državno oglaševanje, ne, in tukaj piše, ne, dikcija je vključena, da mora uresničevati javni interes na področju medijev nek medij, sicer ni upravičen do državnega oglaševanja, kdo pa ta javni interes izkazuje, pa bo odločal UKOM in potem potrdila Finance vlada, ne. Ja, to je zanimivo, da se spuščajo na področje državnega oglaševanja v medijih ali pa oglaševanja podjetij v državni lasti. Spomnimo se, da je bil premier Golob, preden je pač šel v politiko, na čelu državne firme GEN-I, za katero vemo, da so iz te državne firme šli precej visoki zneski za določene novinarje, ki še do zdaj niso bili pojasnjeni, ne. Torej 103 tisoč evrov nepojasnjenih, ki jih je dobila Vesna Vuković, eno podjetje. Ja, mogoče bi bilo za začetek v redu, da najprej to pojasnijo, preden se spuščajo na to področje. Gre pa na nek način za vmešavanje v poslovne odločitve teh državnih podjetij. Konec koncev imajo
vsa ali pa podjetja v delni ali celotni državni lasti imajo vsa svoje uprave, te imajo nadzorne svete, ki bi morali nadzirati njihove poslovanje in gotovo ni vlada tista, ki bo odločala, kje naj določeno podjetje oglašuje, ne. Če se še malce vrneva k influencerjem, ne, a to pomeni, da bodo sankcionirali tudi Tino Gaber, če bo, ne vem, nestrpna do recimo drugega političnega pola, kar se je že očitalo? Ja, mislim, da Tina Gaber presega tukaj neko, bi rekel, okvire zakona, verjetno presega, ne vem, mogoče bodo za njo uvedli posebni zakon. Ampak če se pa zamenja vlada, ne, bi pa lahko bila Tina Gaber prva tarča. Ja, bi rekel, nekateri njeni ti videi, ne, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih, pač pod njeno taktirko, so precej nestrpni, ne. Tako da bi jih lahko tudi morda šteli v ta okvir, ne, ampak mislim, da če bova še kaj naprej se dotaknila tega, lahko več. Dajmo se zdaj še enkrat spomniti zadnjih aktivnosti Tine Gaber na socialnem omrežju Instagram. Ja, Nenad, Tina Gaber, mislim, da so si kar levi in desni mnenjski voditelji že kar enotni, ne, da dela škodo predsedniku vlade. A je to leto, v katerem ga bo dokončno pokopala? Kaj bi moral storiti premier, če želi ohraniti neko mero kredibilnosti? Kajti pravijo, da se nič v kabinetu več ne zgodi brez njene vednosti. Včasih imamo občutek, kot da Tina Gaber in Robert Golob snemata nek resničnostni šov, ne, da se zdi včasih človeku neverjetno, da se to dogaja in se sprašuje, ali je to resničnost ali nekdo igra to resničnost, pri čemer je ona ne zgolj glavna igralka v tem šovu, ampak tudi scenaristka in režiserka. Robert Golob pa igra neko stransko vlogo, ne. Pri čemer mi kot gledalci pa žal moramo za to zelo drago plačevati. Saj na trenutke zna biti zabavno, ne, ampak je pa izredno drago. Ne vem, imam občutek, če bi se to dogajalo pod katerokoli prejšnjo vlado in da bi na ta način funkcionirala recimo partnerka od predsednika vlade, da bi jo mediji raztrgali, ne, da bi oba raztrgali. Tukaj pri nas se mi zdi, da še vedno večina medijev temu ne posveča dovolj kritike ali pa sploh ne posveča, kot bi ta način delovanja v bistvu, kot bi bilo za ta način delovanja upravičeno, ne. Ja. Nikoli se, mislim, da še ni zgodilo, da bi se neka partnerka od premierja na ta način vmešavala v politiko, celo napadala. Meniš, da je razvrednotila funkcijo prve dame, če lahko tej funkciji tako rečeva? Ona ni prva dama, ne. Pustimo zdaj, kako jo nekateri označujejo, to nisem rekel v tem smislu, da ne sme sploh biti označena kot dama, ampak prve dame so pač žene predsednikov države. Recimo, da govorijo o pomoči neke funkcije, ne, da je pač predsednik vlade ta hip najmočnejša politična figura v državi in da sva mislila z tega vidika, ne. Zdaj vemo, da se je recimo Urška Klakočar, se opravičujem, Urška Bačovnik Janša držala v ozadju, ne. Ja. Ampak poglej, recimo Urška Bačovnik, ona ima svoj poklic, je zdravnica, predana svojemu delu, skrbi za paciente, se ukvarja s tem in se ne ukvarja s politiko. Delo Tine Gaber je v bistvu delo vplivnice, influencerke, prezentira samo sebe, prodaja samo sebe, ne. A pa bi si ti predstavljal, ne vem, da se Urška Bačovnik Janša na X-u norčuje ali pa na Instagramu norčuje iz političnih nasprotnikov, kar je recimo
Tina Gaber počela z Janezom Janšo? Tega ni počela nobena od dosedanjih žena predsednikov vlad ali predsednikov republike. Ne. To je nekaj nedostojnega, nekaj neprimernega, koliko vem, kaj podobnega ne počnejo niti žena ali partnerke predsednikov vlad v tujini ali predsednikov republike, države. Ampak to je njen način funkcioniranja. Ne. Ona zdaj, ko je postavljena v to vlogo partnerke predsednika vlade, se njeno dojemanje nje same in sveta okoli nje in njene pač načina delovanja ni spremenilo. Ona še vedno glavno pač želi si fokus nase, kar je nenazadnje pokazala že na številne načine tudi zelo, bi rekel, žalostne, kot je to, da je na nek način otrokom v centru Janeza Levca v Ljubljani ukradla božič delo otrok, ker niso dovolili, en del staršev ni dovolil, da se njihovi otroci snemajo, ob tem, ko bi ona prišla z božičkom in delila darila in so morali gledati potem ta dogodek skozi okna. Ne. Torej ona je postavila sebe, interes sebe nad v bistvu pričakovanjem teh otrok, da bodo lahko tudi oni spremljali božička in tako naprej. Pa lahko upravičeno rečeva, da to, kar Tina Gaber počne, v bistvu njej sami ne škodi. Ne. Ona bo itak tudi potem ostala oprednica še z bistveno več sledilci. Ne. Vprašanje pa je, a se predsednik vlade zaveda, kam to pelje? Zanj. Njej gotovo to ne škodi. Ona, bi rekel, vsi dosedanji njeni partnerji niso bili v tem rangu. Ne. Predsednik vlade je le neka taka funkcija, torej ona zdaj doživlja zagotovo ene lepe čase. Ne. Za njega, mislim, kaj to pomeni za Roberta Goloba, mogoče niti ni ključno, ampak kaj pomeni za državo. Ne. Mislim, da mu to tudi škodi, tudi na levem polu. Vem, da mnogim, še posebej ženskam, da gre kar precej na živce Tina Gaber. Ampak kaj to pove o naši državi, ne? Da se to sploh lahko dogaja, kaj takšnega. Kako resna država smo, kako resno dojemamo svojo državnost. Mislim, da se pač postavljajo neke nove norme, ki ne bi smele biti prisotne. Ne. Nenad, zdaj, če se še malce ozreva na leto 2024 v slovenski politiki, končuje se, ne, z vlado Roberta Goloba trdno v sedlu. Še naprej sej težko bi bilo drugače, imajo udobno večino v državnem zboru, ampak ne vem, videli pa smo stvari, ki jih v nekih prejšnjih vladah neki ministri niso mogli preživeti. Ne. Tukaj je šlo za nezakonito imenovanje, ne vem, šefa policije, pa ostaja šef policije in minister ne prevzame odgovornosti, niti ne pomisli na to. Dogajajo se na nekem policijskem organu hude kršitve, hude obtožbe zoper ministra, pa minister ne pomisli o odstopu. Ne vem, Računsko sodišče pritrdi notranji reviziji pravosodnega ministrstva, da je finančni minister nezakonito prerazporedil ena sredstva iz rezerve in jih namenil za sporno stavbo na Litijski, ampak nikomur nič, ne. Nič se ne zgodi. Kdo bi moral potegniti poteze, je predsednik vlade. Ne. Pravijo, da riba smrdi pri glavi. Tukaj, naprimer v primeru Litijske, ne, kaj je sledilo temu ugotovitvam Računskega sodišča o nezakonitem ravnanju ministra za finance, ki je odobril denar iz proračunske rezerve za nakup te stavbe, za negospodarni nakup. Zgodilo se je to, da je Računsko sodišče utrpelo posledice. Torej, njim so odtegnili velik del sredstev v proračunu. Ne. To se je zgodilo. To pomeni odgovor Roberta Goloba je maščevanje tistim, ki opozarjajo, tistim celo državnim organom, ne zgolj posameznikom. In po mojih informacijah se prav danes notranja revizorka pa na pravosodnem ministrstvu zagovarja, ne, ker dobila opomin pred odpovedjo. Ja. Ali pa naprimer, ali se pa spreneveda v primeru ravnanja Centra za varovanje in zaščito, ne.
v sklopu policije, na katerega je opozorila specializirana državna tožilka, torej da so se dogajale hude nezakonitosti, torej posegi tudi v njeno zasebnost se strani tega centra. Odziv Roberta Goloba je bil, saj sem jaz pred 2 leti že opozarjal, da ta center ne deluje v redu, ampak hkrati, v bistvu z drugimi besedami, minister za notranje zadeve in generalni direktor policije, ki sta bila že pred več kot 1 letom se strani te tožilke opozorjena na te nepravilnosti, pa nista storila praktično nič, ki bi morala za to nositi odgovornost, Robert Golob ni v zvezi s tem storil nič. Torej, minister za notranje zadeve je še vedno na funkciji, generalni direktor policije je še vedno tam na tem položaju, hkrati pa Robert Golob govori, kako je opozarjal. Njegovo delo ni opozarjanje, ampak je ukrepanje. Ja, spomnimo še na trajajočo sago spornega nakupa 6.000 računalnikov, oziroma 13.000 računalnikov za 6 milijonov. Niso bili razdeljeni, še vedno niso razdeljeni, ampak ministrica kljub temu, da se je tudi tukaj pokazalo, da so to o tem odločile neodvisne institucije, da je šlo za negospodarno ravnanje sredstvi, se tudi njej ni zgodilo nič, potem je odnesla še ena, lahko rečeva, precej banalna afera z modrimi lučkami. A tudi tukaj premier dolgo ni storil nič. Tukaj pri njem je viden ta način delovanja do državnih institucij. Torej, zmagal je na volitvah z dikcijo, da se on zavzema za pravno državo, da je potrebno upoštevati, spoštovati odločitve državnih institucij, ko pa te ne gredo njemu v račun, kot naprimer v zvezi z nakupom teh računalnikov, kjer je, mislim, da tako Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila korupcijska tveganja, Agencija za varstvo konkurence je ugotovila, da sume, da so se ta podjetja na razpisu dogovarjala med sabo, torej da je bil razpis prirejen, so mnogi znaki, pa kljub temu ni ukrepal in šel v razrešitev ministrice. Rekel je tudi, da je postopek pred KPK farsa. To je rekel recimo v svojem primeru, da je postopek pred KPK farsa. Prav tako je rekel, mislim, da je povsem da je tudi delo policije razvrednotil, policija, ki je dala zoper njega kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo zaradi njegovih pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Bobnarjevo. Torej, on je od nje, po njenih besedah, terjal, da mora ena oseba na policiji, med drugim, da mora ena oseba na policiji izgubiti zaposlitev, ki njemu ni bila po volji, s tem bi si ona lahko pridobila njegovo zaupanje. Torej, spreneveda se v tem smislu, da zdaj govori, kako je šlo za neko politično pogovarjanje, torej med njim kot premierjem in notranjo ministrico, vendar tukaj v tem primeru konkretnem to ni nobeno politično pogovarjanje. Politično pogovarjanje premierja je recimo, če bi rekel notranji ministrici, da je treba ukrepiti nadzor na meji, ali da je potrebno na določenem območju razporediti večje število policistov, da bi zaradi varnostne situacije, to bi bilo politično pogovarjanje. Če pa ti zahtevaš, da nekdo izgubi službo, pa kot premier nimaš nikakršnih pooblastil za to, gre pa, kot je policija sama ugotovila, za sum kaznivega dejanja. Ja, ampak strinjava se lahko, da gre tukaj za nespoštovanje neodvisnih institucij, čeprav je pred volitvami govoril drugače, hkrati pa se zdi, da Robert Golob še vedno misli, da ima mandat, da to počne od volivk in volivcev. Vemo, takrat je zanj glasovalo prek 400.000 volivcev, ampak zdaj 2 leti in pol kasneje pa se zdi, kot da so ti ljudje nekako pijani od oblasti. Pri čemer so pa izgubili velik del podpore tudi pri tisti volilni bazi, ki je njih volila. Tako da mislim, da uživa vlada podporo sem še okoli 1/3 volivcev, ampak seveda oni
imajo zdaj absolutno moč, Gibanje Svoboda ima 40 poslancev v državnem zboru, skupaj z SD-jem in Levico imajo udobno večino in v bistvu imajo proste roke pri. A pa se ne zavedajo, da če ne potegnejo nobenih potez ob vsem tem, kar so se prej pogovarjali, da so ugotovile neodvisne institucije, da jim bo to itak škodovalo pri javnomnenjski podpori? Ne vem, koliko razmišljajo ti ljudje sploh o nekem dolgoročnem političnem udejstvovanju. Vsekakor ne delajo v tej smeri. Ne glede na to, da Robert Golob govori o drugem mandatu, kot že o nekem praktično dejstvu. Misliš, da ni iskren v tem? Ne vem, on tukaj na mestu predsednika vlade ima plačo verjetno manj kot 4.000 evrov neto. Ne? Zdaj so se sicer dvignili. Ne? Ampak ko je bil na čelu GEN-I, je imel neto na leto okoli 200.000 evrov, bruto $500,000. Mislim, da so in pravzaprav, da je on sploh prišel v politiko, je razlog v tem, da mu niso več omogočili takih zaslužkov na GEN-I, ker niso ga razrešili, niso mu predčasno prekinili mandat, ampak samo podaljšali mu niso. Tako da njegovo celotno v bistvu motiv za vstop v politiko je bil neke vrste maščevanje Janezu Janši. To za vladanje zagotovo ni dovolj in žal se je tudi izkazalo, da motiv maščevanja pri vodenju države ali pa recimo državnega zbora, kjer je Urška Klakočar Zupančič iz podobnih razlogov vstopila v politiko, je zelo slabo in za državo škodljivo. Tako da gotovo po poti, kot gredo sedaj, mislim, da si zelo težko obetajo še en mandat. Ja, no, sicer je predsednik vlade dejal, da so reforme v teku, da se izvajajo. A ti vidiš te reforme, zdaj nekako nov način obračunavanja plač, nov sistem plačne lestvice je prinesel višje plače funkcionarjem, tako so to njegovo reformo pač dojeli povprečni državljani Slovenije. Zdravstvena reforma, razmejitev zasebnega javnega zdravstva, pravijo strokovnjaki, da gre za napoved kolapsa sistema, ker pač na ta način ne bo šlo. A ti vidiš, da se te reforme izvajajo, jih tudi ti vidiš na ta način? Kar je uspelo vladi storiti, to jim je treba priznati, prenovo plačnega sistema v javnem sektorju. To mislim, da od leta 2008, ko je bil uveden dosedanji plačni sistem, še tako celovito ni bilo storjeno. To je le blizu okoli 200.000 zaposlenih v javnem sektorju. Bilo je potrebno nekaj storiti, torej na nek način ta sistem spet spraviti v red, ga poenotiti, kolikor je to mogoče. Pogajali so se z nekaj 10 sindikati, tako da to gotovo ni enostavno delo. Zdaj, plače se bodo zviševale v javnem sektorju, pri čemer pa tisti, ki so najmanj plačani in tisti, ki so najmanj plačani, so res bili plačani bedno. Za, recimo, če gremo naprej od zaposlenih v domovih za starejše, tudi v zdravstvu, tudi konec koncev v šolstvu, njim se plače kaj bistveno, saj zaenkrat ne bodo zvišale. Drugače pa reforme zdravstvene, mislim, to, kar počnejo v zdravstvu, če se že imenuje lahko reforma, bo gotovo izredno škodila zdravstvu in predvsem pacientom. Ker tukaj je spet ta ideologija, skozi delovanje te vlade se nekako vleče ta ideologija stranke Levica, ki je sicer najmanjša v vladi, ampak ima pa izredno velik ta ideološki vpliv. Recimo to strogo ločevanje, kot oni pravijo, javnega zdravstva in zasebnega zdravstva. Dejansko iz javnega zdravstva skušajo narediti državno zdravstvo, pri čemer skušajo zdravnike na nek način prikleniti na to, da bodo lahko delali zgolj v javnih zavodih in nikjer drugje. Kljub temu, da ti zdravniki, ki oddelajo svojo celotno
delovni čas v javnem zavodu, tudi v prostem času mu bodo onemogočili, da dela še kje drugje. In kaj bodo s tem povzročili? Verjetno bodo nekateri zdravniki bodo nekoliko manj za to zaslužili, ampak pacienti bodo imeli na voljo manj storitev in bodo še daljše čakalne dobe. Če se še malce vrnemo k plačni reformi, pa ta očitek, da so največ s to reformo dobili funkcionarji, ker so se jim plače visoko dvignile. Pije vodo ta očitek? Tukaj v Sloveniji je žal, mislim, zaenkrat se jim še niso, postopoma naj bi se dvigovale. Ne. Pri nas smo nekako nagnjeni k uravnilovki. Torej, da ima predsednik vlade plačo okoli 4.000 evrov neto, predsednik funkcije predsednika republike, poslanci, da imajo, ne vem, 2.500 evrov neto. Mislim, da so to preniske plače za te funkcije. Pa ne govorim zdaj, ali je zdaj na čelu Robert Golob, na čelu vlade, ali bi bil Janez Janša, ali bi bil kdo tretji. Torej, to so najbolj zahtevne ali pač najbolj odgovorne funkcije. Recimo predsednik vlade pač naj bi bila najbolj odgovorna funkcija v državi. Ne? In na ta način v bistvu tudi mi povemo, če mislimo, da so še to plačani preveč, kot verjetno bi večina ljudi tako rekla, kako delamo z državo, ne? Koliko cenimo to delo in če ga ne cenimo, potem pač dobivamo tudi take akterje na čelo. Ja, no, ta predsednik vlade je sicer pred volitvami obljubil, da bo obdavčil državljanke in državljane, pa so ga vseeno izvolili. So pa obljubljali, da bo ljudem ostalo nekaj več v žepu. Mislim, da so se s tem hvalili tudi na socialnih omrežjih zaradi teh dohodninskih olajšav. Mislim, da več kot 100 evrov na leto. Poglejmo, kako so nekateri mediji to sicer izračunali, koliko bo državljankam in državljanom dejansko ostalo v žepu. Z višjo dohodninsko olajšavo bo torej zaposleni dobil 113 evrov višjo letno neto plačo, a bo 144 evrov od julija naprej plačal za dolgotrajno oskrbo. Še približno 25 evrov bo šlo za višje zdravstveno zavarovanje, preračunano od marca naprej. Letna plača bo tako letos nižja za približno 56 evrov. Če pa bi plačilo prispevka za dolgotrajno oskrbo in višji prispevek za zdravstveno zavarovanje veljala celo leto, kar se nam seveda obeta v naslednjem letu, pa bi bila povprečna neto plača nižja za več kot 200 evrov. Ja, ne? To pove vse. Hvala. Ja, torej, Nenad, dva nova davka, v bistvu višje zdravstveno zavarovanje, dolgotrajna oskrba, zdaj še nepremičninski davek se nekako pripravlja. Pa mislim, da so daj še na sladke pijače. Tako, pa govori se zdaj še o davku morda tudi na lastnike psov, ampak ti izračuni kažejo, da bo na koncu državljanu letos v žepu ostalo 50 evrov manj, naslednje leto pa celo 200. Ja, pač državljani so izvolili te poslance, ki so izvolili to vlado in zdaj so lahko priča temu, da smo lahko priča, da pač vladavina svobode stane, ne? Ni poceni. Upam, da bodo to upoštevali. Tudi pri naslednjih volitvah nekdo, ki gre na volitve in govori, kako v bistvu je treba zvišati davke, pa kljub temu zmaga, pač to je zdaj stvar volivcev, če jih to prepriča. Pa misliš, da so bili volivke in volivci takrat zavedeni, da sploh niso slišali, da je to Golob napovedal? So tu krivi, so odgovorni tudi osrednji mediji, ki tega niso dovolj glasno prenesli državljankam in državljanom? Roberta Goloba so v bistvu naredili dominantni mediji v Sloveniji. Ne? Brez teh osrednjih medijev njega ne bi bilo, ne bi zmagal na volitvah. Prodajali so ga kot neverjetnega, fenomenalnega menedžerja, ne? Ki bo spravil državo v red. Potem smo videli, da v bistvu ni spravil v red niti energetike, ne? Kjer naj bi bilo njegovo najmočnejše področje, pa je... In zdaj bodo sledile sankcije za Agencijo za energijo. Ne? Tako, sankcije za Agencijo za energijo, ki je naredila nov sistem za obračunavanje omrežnine za elektriko pod taktirko oziroma v sodelovanju s sedanjo vlado. Svet so nastavili na vladi, ne?
Da, in tudi vlada je bila seznanjena, kakšen bo ta novi sistem omrežnine. Nenehno so zagovarjali, kako bo to super, kako bo bolj pošteno, da bo večina ljudi plačevala manj na položnicah za elektriko. Zdaj, ko se dogaja drugače, so zagnali paniko, kar jim politično škodi. In je spet Robert Golob krivdo odgovorno za to preložil na nekoga drugega, čeprav bi jo moral nositi sam. Ne. Ja. Ampak spet gre za neodvisno institucijo v narekovajih. Ne? Ja, oni gladko tiste v narekovajih neodvisne institucije ali jih depolitizirajo, kot oni temu rečejo, recimo, da odrežejo tiste na čelu ali umaknejo tiste, ki jim niso po volji. V tem primeru sicer to verjetno težko naredijo, ker so itak svoje že nastavili, ne? Pa so jim njihovi zdaj tukaj. Ja, ampak še vedno, če ugotovijo, da niso dovolj depolitizirani, jih še enkrat depolitizirajo in to lahko mislim, da državni svet stori v zvezi z... Državni zbor. Državni zbor v zvezi s to agencijo. Ja, člane svete odstavlja, ti pa potem seveda lahko menjajo direktorico. Da. Me pa veseli v tem primeru, da so se uprli, torej da so rekli v svetu agencije, da gre za vmešavanje, da je v neke neodvisne institucije, torej da Robert Golob občasno doživi tudi to, da mu nekdo ne daje priznanja, da je nek absolutni vladar. A bodo ugotovili na neke točke, da je tudi novi nepremičninski davek, ki se napoveduje, škodi in se bodo umaknili? Presenetilo me, da so sploh šli s takim predlogom nepremičninskega davka, ki se zdi nepremišljen. Ne. Dali so zelo visoko davčno stopnjo, 1,45% in to na drugo nepremičnino, pri čemer dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa ne bo umaknjeno, torej bo še vedno v veljavi. Vidim, da je med prebivalstvom zelo velik odpor do tega nepremičninskega davka in gotovo, da jim to zelo škodi. Zdaj, vprašanje je pa, če bodo rinili s tem vseeno naprej. Pričemer nekateri pravijo, ja, sej, če bi se ta davek v tej obliki uvedel, bi bilo to protiustavno. Torej, v tem mandatu te vlade pozabite na to, da bo ustavno sodišče kaj neustavnega, kar ustreza sedanje vladi ustavilo. Ne bo. Ustavno sodišče, v bistvu je ustavno sodišče nek aktivistični podaljšek sedanje vlade. Razmerje se je vzpostavilo že nekaj časa nazaj na 6:3. Ja, pri čemer tudi v preteklosti so bili na ustavnem sodišču normalno, eni ustavni sodniki bolj svetovno-nazorsko levo, eni bolj desno, ampak so bili vsaj na nekem nivoju. Ne? Zdaj se je to žal izgubilo in mi dejansko neke institucije ustavnega sodišča, ki bi bila res varuh ustavnosti, nimamo več. Ne. Ja, ampak še nekaj, ne, 2 sodnikoma se pa letos tudi še izteče mandat. Ne. Eden izmed njih je Marko Šorli. A meniš, da se bo pod vladavino Svobode, zdaj oni pač glasujejo v državnem zboru, ne, a se bo to razmerje še bolj premaknilo v levo? Ne vem, ker dejansko to niti ni potrebno. Ne. Še vedno lahko dajejo vtis, češ mi smo, bi rekel, pluralni, se lahko damo priložnost tudi ljudem, ki niso nekako ne sodijo v naš okvir, ne. Ampak s tem se ne bo spremenilo razmerje na ustavnem sodišču, ki je mimogrede nedavno sprejelo sramotno ustavno odločbo o pravici samskih žensk in lezbičnih parov do umetne oploditve, torej oploditve z biomedicinsko pomočjo, kar so storili ne glede na jasno mnenje Komisije za medicinsko etiko, da je to neetično, ker otroci pač spočeti na ta način so vnaprej prikrajšani za očete. Ja. Če bo ta vlada in glede na udobno večino, to smo se že pogovarjala, delala do konca, a je to tisto, kar si lahko ta hip želijo v opoziciji? Ta vlada je gotovo najboljša volilna kampanja od recimo opozicije je delovanje te vlade, ne? Ker praktično lahko samo sedijo ob bregu
reke in gledajo, da mimo prinese politično truplo sedanje vlade. Ampak ne vem, če bo to zadoščalo za zmago sedanje opozicije na naslednjih volitvah. Ne? Ker vemo iz preteklosti, ta levi blok, potem ponavadi se ljudje spet volivci zberejo ali pa dajo podporo nekemu novemu akterju, novemu obrazu, ki potem prevzame vlado. Ne. Tukaj bo veliko odvisno tudi, kako se bodo postavila razmerja na desni strani. Vidimo, pač Anže Logar je postal zdaj akter z novo politično stranko Demokrati, ne, ki po dosedanjih javnomnenjskih raziskavah dosega kar dobro podporo. Ampak koliko prezgodaj je realno gledati na te procente, ne? Glede na to, da smo leto in pol pred volitvami? Bomo videli, kako se bodo te javnomnenjske raziskave gibale. Ne? Če bo nek daljši trend kazal, ne, da je on lahko tretja ali četrta najmočnejša stranka, bo to gotovo zelo premešalo karte na desni strani, pri čemer lahko on celo povzroči, ogrozi obstanek Nove Slovenije v parlamentu. No, sej, kar je zanimivo glede Anžeta Logarja, a že vemo, katero volilno bazo on lahko nagovori, ne? A lahko zajame del leve baze volivcev ali bo dejansko pobiral samo na desni sredini? Vprašanje zaenkrat kaže, da pobira na desni sredini, torej del te podpore gre na račun volivcev SDS-a, tako kažejo te številke, predvsem pa na račun volivcev Nove Slovenije. Tako da Anže Logar vsaj po teh trenutnih kazalcih zelo ogroža Novo Slovenijo, manj SDS, pri čemer je še vedno precej, bi rekel, lepo obravnavan v osrednjih medijih, kar se utegne spremeniti, če bodo ugotovili, da Logar posega tudi na ta sredinski bazen, torej da Logar plus Janša plus NSI je več kot prej, recimo samo Janša plus NSI. Torej, s tem bo razvidno, če bo ta seštevek večji, on posega na sredino in tukaj bo postal potem problem za levi pol. Ampak temu, da kot si sam rekel, lahko v opoziciji samo čakajo, da prinese mimo njih truplo te vlade Roberta Goloba, pa pri tem niso složni, ko opazujejo to plavajoče truplo. Ne? Predvsej razprti med šefi teh strank, to verjetno opoziciji na dolgi rok pred volitvami ne bo koristilo. Ne? Razprti na kateri strani? Torej med njimi, ne? Med voditelji opozicijskih strank in nazadnje voditelji vseh teh projektov na desni. Na opozicijski strani, torej, kjer je dominantna figura Janez Janša, vse pri čemer se bo on čutil ogroženega, torej da ta primat, da se mu izmika, česar zaenkrat nikakor ni videti, ne? Potem lahko to sproži napade na tiste, ki so povzročitelji tega. Vemo, se strani Janševih medijev je Logar že doživel določene napade, če bi resneje ogrozil delež, ki ga dosega SDS na volitvah oziroma njihovo podporo, potem bi verjetno ti napadi se še povečali. Ampak tukaj bi bilo... dinamika je šla v vse smeri. Ne? Recimo Nova Slovenija je že nekaj mesecev po volitvah deklarirala, da ne gre več Janšo v naslednjo vlado. Ne? Se pravi, ta dinamika poteka že cel mandat praktično, v obeh smerih. Ne? Tukaj se vidi, da je Nova Slovenija v bistvu precej naivno ali pa nezrelo šla v to politiko. Ne moreš ti vnaprej izključevati zdaj voditelja največje opozicijske stranke, zdaj pa ne bom šel z njim v koalicijo, če bo on povedal svojo stranko do zmage na volitvah. Ne. Mislim, da se tukaj že nekoliko vidijo, da so se ustrelili v koleno in spreminjajo nekoliko retoriko v zvezi s tem. Torej vsekakor, če želi desnica na volitvah zmagati, prepričati največji del, večinski del
volivcev bodo morali pokazati neko, bi rekel, tudi med sabo neko bolj usklajeno ali vsaj nenapadalno ravnanje, ne. Zdaj, kje je tista točka, ko pride do premika ljudi v glavah, da pa je potreben nek večji političen obrat, ne? Mi praktično nismo imeli vlade, ki bi jo sestavljale samo desne stranke, ne? Vedno je bil zraven še nekdo, ne? Recimo Janez Janša nikoli ni imel tako udobne večine, da bi lahko počel kar hoče, kar zdaj počne Golob, ne? Vedno je bil zraven Desus ali pa ne vem, SMC. Skratka, kje je ta točka, ko ne vem, ko tudi novi obrazi več ne bodo prijeli? A se to lahko zgodi po tvoje v bližnji prihodnosti v glavah Slovenk in Slovencev? A je to sploh mogoče napovedati? Imam občutek, da v bistvu Janša nagovarja tisto svojo volilno bazo, ki je recimo nekje okoli 25%, ne, in da tudi preko medijev njegovih, ne, se ta volilna baza ne povečuje. Torej, on tudi s svojo retoriko, ki jo je v zadnjem času zaostril, recimo tudi na račun pravosodja oziroma krivosodja, kot ga on označuje, v bistvu ne širi tega kroga podpornikov, ne. Zdaj, če bi hotela desnica doseči to prevlado, bi dejansko je tukaj Logar, ki mogoče lahko nastopi v tej funkciji. Nova Slovenija vidimo, da do sedaj v času Tonina nekega posebnega preboja ni uspelo narediti, ne. Tako da tukaj je na desni res ta težava z njihovega vidika, da vedno pred volitvami uspejo na levem polu nekako prepričati volivce, kako se bo zgodilo nekaj groznega, če bo recimo Janez Janša prevzel oblast, in s tem motivirajo volivce, da grejo na volitve in glasujejo pač za eno od teh strank. Ponavadi se zberejo okoli ene in potem oni prevzamejo vlado naprej. Tako da zagotovo, če bi radi na desni dosegli, da prevzamejo oblast, torej da bi morali nekako zastaviti na nekoliko drugačen način. Torej tudi med sabo več sodelovanja, predvsem pa poskus širitve svojega vpliva, svoje podpore na sredino, ne. No, ko si ravno omenjal Janeza Janšo in krivosodje, ne, zadeva Trenta se bo nadaljevala na sodišču zdaj v mesecu januarju. Ko človek sešteva te številke, ne, ko primerja, ne, te cene, ko pomisli, da je od tega 20 let, ne, da je 10 let trajalo, da je zadeva prišla na sodišče, da se niso upoštevala izvedeniška mnenja, ne, človek težko ne pomisli, da gre za poskus, lahko rečeva, političnega obračuna z vodjo opozicije, a bi naši mediji, če bi to tukaj šlo za drugo državo, kjer bi poskušali vodjo opozicije že drugič zapreti, o takšni državi in voditeljih te države govorili kot diktatorjih, avtoritarcih? Janši se to zdaj dogaja že drugič, ne. Prvi proces Patria smo vedeli, da je bil v bistvu zrežiran, ne. Tam ni bilo dokazov, da bi storil kaznivo dejanje. Kajti na prvi pogled se zadeva Trenta zdi še bolj bizarna, ne? Tukaj je zadeva stara že skoraj 20 let, ne, in kolikor sem spremljal celoten ta proces, celoten zadeva od tožilstva stoji na neki cenitvi od določene cenilke, ki je ocenila to nenavadno nizko, ne, to parcelo, ta zemljišča, ki jih je on potem prodal, medtem ko so druge cenitve pa pokazale bistveno višjo ceno in tudi primerljive cene, ki so jih tam dosegala ta zemljišča. Tako da ta cel proces je zelo dvomljiv, ne daje videza, da gre tukaj res za neko zasledovanje, bi rekel, da se tukaj ščiti pravna država, ne, ravno obratno. Vprašanje pa je zdaj, ali bo ta zaostrena retorika Janši pomagala, ne. Gotovo mu pomaga pri aktiviranju svoje zveste volilne baze. Vprašanje pa je, koliko bo z njo lahko pritegnil širši krog. Ampak koliko
tega scenarija, ki ga je Janša pred novim letom objavil, ne, da ga bodo obsodili na prvi stopnji, se lahko po tvoje uresniči? Povsem mogoče je, da ga bodo obsodili. Kot se je zgodilo, da so ga obsodili tudi v zadevi Patria. V bistvu njim je vseeno, to je za njih je pravna država, si obsojen na prvi stopnji, v redu, imaš pravna sredstva, to je pravna država, lahko se pritožiš, lahko višje sodišče potrdi to obsodbo, lahko greš tudi v zapor. To je vse v sklopu, kot oni pravijo, pravne države in potem Vrhovno sodišče tudi to da zeleno luč za to. Na koncu Ustavno sodišče presodi, kot je bilo v tistem primeru, da je ves proces, da so bile kršene neke osnovni pravni postulati in potem reče, no, vse je bilo v redu, na koncu si izpuščeni iz zapora, ne. Ampak v bistvu to ima lahko zelo velike posledice, ne samo na osebni ravni, ampak v tem primeru tudi na cel politični proces, ne. Tako da, žal, res bi rekel, verjamem, da je veliko sodnikov poštenih, strokovnih, ampak v takih primerih se res potem kaže dvom v to sodstvo, ne. Saj v takih kakšnih bolj pomembnih primerih. Ja, in bomo to seveda podrobno spremljali v prihodnjih tednih. Nenad Gliks, hvala za obisk v studiu. Sva pokomentirala, se mi zdi, glavnino dogajanja v zadnjem letu in tudi nekako pokomentirala, kaj nas čaka v prihodnjem letu. Bomo seveda tudi podrobno spremljali vse naslednje korake predsednika vlade, če jih bo delal. Hvala za obisk v studiu. Hvala, mislim, da nas čaka še tudi leto 2025, bo pestro leto. Vam pa seveda, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Prihodnji teden je z vami ponovno Vida Petrovčič.